Dobar dan. Lep pozdrav na novinarski konferenci po 5. seji vlade. Minister za finance bo predstavil nekatere poudarke iz razprave o spremembi 148. člena ustave in pa novelaciji zakona o upravljanju kapitalskih naložb. Prosim, minister. Ja, hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Vlada je danes sprejela predlog ustavnega zakona, s katerim bi se spremenil 148. člen ustave. V tem členu bi določili, da morajo biti prihodki in odhodki proračunov države uravnoteženi, se pravi enaki, brez zadolževanja, in da ali pa v presežku, se pravi prihodki večji od odhodkov. Dopuščena je sicer izjema za primere naravnih in drugih nesreč ali drugih izjemnih okoliščin. Izjemne okoliščine niso neko hlapen pojem, gre za pojem, ki je definiran z Evropsko pogodbo, oziroma se na tisto definicijo sklicujemo, kjer se govori o tem, da so izjemne okoliščine poleg nesreč lahko tudi obdobje izjemnega gospodarskega upada, recimo recesije. To se pravi, takšno pravilo v ustavi še vedno dopušča, seveda na omejen način, ne na poljubno velik način, da vlada v času recesije spodbuja gospodarstvo, seveda je pa zelo jasno nalaga to, kar smo predlagali, da če so stvari primanjkljage, je treba pokriti s presežki, ki so stvari v drugih letih, bodi si sedaj prej, to bi bilo idealno, če prej ne, potem pa potem, v naslednjih letih. Predlagamo tudi, da bi tak ustavni člen začel veljati leta 2015, oziroma da bi prvi proračun, ki bi bil v skladu s tem členom pripravljen, moral biti pripravljen za leto 2015, da pa že vse proračuni od slej naprej, se pravi takrat, ko bi ta sprememba bila sprejeta, ustavna sprememba, morajo biti pripravljeni in sprejeti tako, da bodo omogočili uresničitev tega člena v letu 2015, to se pravi, da moramo takoj začeti zelo jasno in odločno zmanjševati primanjkljaj v državnih proračunih. Zdaj se nadaljna procedura je, kot veste, v Državnem zboru že deluje ustavna komisija. Na usklajevanjih pogovorih, ki smo imeli v ponedeljek s vsemi strankami, ki so zastopane v Državnem zboru, se je pokazala velika podpora za tak predlog oziroma za takšne rešitve. Seveda bo verjetno še do kakšnega usklajevanja prišlo, morda tudi kakšne manjše spremembe. Mi bomo pa skušali že naslednji teden predlagati tudi zakon, s katerim bi natančneje določili vse tisto, kar je potrebno tehnično, matematično, pravno določiti, kako se takšno fiskalno pravilo, ki je zapisano v ustavi, potem izvaja. Takšen zakon ne bi sprejeli z dvotretjinsko večino v Državnem zboru in naša želja je, da se sprejme tudi ta zakon čim prej. Predlagamo sicer formalno rok 6 mesecev, idealno bi pa bilo, če bi zelo kmalu po spremembi ustave tudi tak zakon že bil usklajen in sprejet, tako da bi bilo popolnoma jasno, kaj se s tem členom ustave želi doseči, kako se bo izvajal in seveda kaj je njegov namen. To je ena stvar. Druga stvar, ki smo sprejeli na vladi, je pa predlog sprememb zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije. Ne gre še za tisto sistemsko spremembo, ki smo jo napovedovali. V koalicijski pogodbi veste, da je zapisano, da se sedanja ureditev agencija nadomesti z nekim drugim načinom upravljanja, se pravi ne, da se ukine, ampak da se preoblikuje oziroma nadomesti z neko drugo inštitucijo, ki bo upravljala verjetno z večino, če ne z vsemi naložbami države. Veste, da je danes to razpršeno na več upravljavcev, vendar seveda takšne rešitve se ne da čez noč pripraviti. Več različnih predlogov obstaja, več idej, kako bi to lahko naredili. Mi bomo takoj naslednji teden oblikovali že neko medresorsko skupino, ki bo tudi to trajno sistemsko rešitev pripravila za vmesno obdobje, ki pa verjetno obdobje nekaj mesecev, 3-4, morda do poletja. Smo pa se predlagali za te spremembe, ki so pa po našem mnenju nujne za to, da lahko normalno delujemo kot vlada, ki je odgovorna za nekatere stvari v tej državi v tem vmesnem obdobju. Gre pa za dve spremembi, ki ne posegata, ki ne pomenita prenašanje pooblastil z agencije na vlado, pomenita pa neko zavezo oziroma neko določbo, ki
nalaga agenciji in vladi boljše sodelovanje, več usklajevanja med seboj in skupno sprejemanje odločitev na tistih stvareh, ki so kritične. Če pa vlada želi na nekem področju, ki oceni, da je res kritično z vidika gospodarske krize ali finančne krize, mora pa s to odločitvijo iti v državni zbor. Se pravi, ne more sama mimo agencije sprejemati nobenih odločitev praktično. Tudi zdaj s temi rešitvami, ki jih predlagamo, ne. Rešitve, ki jih predlagamo, sta pa vsebinskega vidika dve. Ena je, da ko agencija za upravljanje kapitalskih naložb glasuje na skupščinah družb, kjer pač upravlja to vlogo v imenu države, oziroma imenuje nadzorne svete, da more pred tem pridobiti soglasje vlade preko pač pristojnega ministra za tisto področje, na katerem gospodarska družba deluje. Namen tega je predvsem, da se te odločitve usklajujejo, da agencija zdaj po črki zakona zelo jasno ve, da se mora usklajevati z vlado in da mora neko soglasje dobiti. Sicer pač ne more glasovati na teh skupščinah. In druga stvar, ki je celo pomembnejša, je pa v prehodnih določbah določena zaradi tega, ker še ni strategije upravljanja kapitalskih naložb. Zdaj, zakaj je ni, veste, da se dolgo časa pripravljala, sprejemala, da je prejšnja vlada ni hotela takšna, kot je bila predlagana sprejeti, ker se ni zdela v redu, popravljena vmes še ni nastala. Zdaj, če imamo mi v nekaj mesecih ambicijo predlagati sistemsko spremembo, potem najbrž nima smisla, da se zdaj neka strategija dela za vmesno obdobje, če je še ni. Zato smo rekli, v tem vmesnem obdobju, ko ni strategije, ki bi jo vlada sprejela oziroma državni zbor, agencija nima pravzaprav usmeritve, kako ne deluje in deluje pač tako, kot se njej zdi najbolj primerno in pač glede na različna merila, ki jih sama pri tem uporablja. Zato smo rekli, če bi imeli občutek, da je neka odločitev zelo pomembna, recimo odločitev do kapitalizacije Nove Ljubljanske banke, zelo pomembna za rešitev finančne krize, pa tudi fiskalne situacije, ker ne želimo in ne moremo pravzaprav dokapitalizirati banke iz proračuna, kot veste, potem ima vlada možnost iti v državni zbor in prosi državni zbor, da da pooblastilo, da o teh stvareh odloči sama. Da bi to naredili v primeru, ko bi ugotovili, da strani agencije ni podpore. Zaenkrat ta podpora je za vse tiste sklepe in usmeritve, ki smo jih okrog konkretno banke sprejeli. So pa seveda še drugi takšni primeri, kar nekaj podjetij je, ki potrebujejo zelo hitro ukrepanje, zelo hitro iskanje strateških lastnikov in pač, če tam po ustaljenih poteh ne bo šlo dovolj hitro ali pa ne bo šlo v pravo smer, ima pač zdaj vlada to možnost, da gre samo državni zbor in predlaga neke rešitve, ki lahko te najbolj pereče probleme rešijo. Hvala vprašanja. Najbolj me zanima pri temu, ko ste rekel, da se morate usklajevati zakonom, kakšne ne bi uspeli doseči soglasja, pa čigava bo tle upeljala. Zanima me, glede na to, da bi se moral avtonom uskladiti s resornim ministrom in pol staj pri nekih odločitvah, ker pa tako delegatske zadeve finance države, tudi pa s finančnim ministrom, se pravi s vami, a se vam zdi, da tle nastane neka ovira, glede na to, da se približuje skupščinska sezona, pa bila neka blokada zadeva. In drugo vprašanje je, danes je obisk predstavnikov Evropske centralne banke, sestali so se tudi z vami, z Banko Slovenije, če lahko poveste, kaj je več o tem. Jaz sem se s temi predstavniki sestal ravno kar. Obvestili smo teh stvareh, ki jih vlada sprejema, tako v sklepe glede Nove Ljubljanske banke, naših namenih, da dobimo pač kapital, ki ga banka potrebuje iz zasebnega sektorja. Predstavili smo tudi to rešitev z fiskalnim pravilom v ustavi, predstavili smo in tudi osnovne tiste limite glede proračuna, ki smo jih na vladi že sprejeli. Vse to je bilo sprejeto zelo pozitivno in kot pač z neko gotovitvijo, da morda pa to res kaže, da se način delovanja ekonomske politike v Sloveniji spreminja. Glede prvega vprašanja, mislim pa, da naše delo v zadnjih mesecu kaže, da se znamo zelo hitro uskladiti na vladi. Se pravi, če pomislite, koliko stvari smo sprejeli praktično v enem tednu ali pa dveh, mislim, da ne bo problem, da bi morala Avken kakorkoli čakati ministre, da se odločijo. Če pa ne bo uskladitve, potem pa ne more glasovati. Zakon nalaga to obveznost usklajevanja agencij, se pravi, na njih je, da se skušajo uskladiti. To je obveznost, to ni več poljubno.
In če se ne uspejo uskladiti, potem seveda nimajo mandata za glasovanje. Še kakšno vprašanje? Prosim. Mene najprej zanima, rekla ste, da so predstavniki Evropske komisije in ECB zelo pozitivno sprejeli. Vseeno me zanima, je bila kakšna kritika oziroma kakšen pomislek glede ukrepov in ali pričakujete od njih kakšen predlog ali pa kakšno bolj konkretno zahtevo, zavezo, ki jo mora Slovenija izpolniti za to, da bosta obe evropski instituciji zadovoljni? Zdaj, ta obisk, ki danes in jutri poteka, je namenjen predvsem ugotavljanju stanja v finančnem in sektorju. Glavnina obiskov poteka na Banki Slovenije, pa tudi v bankah nekaterih. Mislim, da bojo oni potem nekem poročilu nas seznanili z ugotovitvami. Tista formalna misija, ki ima podlago tudi v zakonodaji EU-ja, pride pa naslednji mesec. Takrat bo pa to dosti bolj resen pregled naše ekonomske politike, takrat bomo mi tudi imeli pripravljene dokumente kot nacionalni reformni program, program stabilnosti, ki bodo pač te ukrepe napovedali in takrat bomo tudi dobili priporočila oziroma neke predloge, seveda. To je tudi namen teh obiskov. Danes torej paketa davčnih zakonodaj torej ni bilo na vladi potrjenega? Torej davek od dohodnine, davek od prometa pravnih oseb? Na vladi je bila danes sprememba teh dveh zakonov, davka od dohodkov pravnih oseb in dohodnine, samo v tem delu, da se podaljša prehodno obdobje za olajšavo za nakup vozil, ki so ekološko ustrezna. Ta paket, ki ga pa verjetno mislite, sprememb stopenj in tako naprej, je pa bil dan v javno razpravo, je objavljen na spletnih straneh. Mislim, da mora 14 dni miniti, neki predlogi, pripombe že prihajajo in mi bomo potem pripravili to gradivo za vlado. Samo še to, kako daleč ste pri NLB-ju oziroma pri iskanju novega lastnika, ki ne bo država? En teden od tam, ko smo te sklepe sprejeli, da se tega lotimo. Se kaj premika? Seveda se premika. Kdaj je bilo tukaj vednanega? Ko bo dogovor sklenjen. To sem že večkrat rekel, ko bojo zadeve sklenjene ali pa saj toliko, da je že dogovorjene, da bomo verjeli, da je to nek trden dogovor, vas bomo njemu obvestili. Prej pa v interesu postopka, kot prav na policiji, ne bomo dajali informacije. Prosim. Gospod minister, mene pa zanima vaše mnenje oziroma ocena, sicer glede pogojne rešitve okrog vprašanja tožilstva, ki jo predlaga izvršilni odbor SDS-a in kakšna so zdaj razmerja znotraj koalicije zaradi tega vprašanja. To je stvar odnosov med koalicijskimi strankami. Jaz sem minister za finance, tako da to bojo predsedniki strank komentirali, če bojo želeli. Jaz bi imel vprašanje, če se vrnem na kolegico, glede teh davčnih razbremenitev. Recimo, letos moramo prešparati, ko ste se vi ocenili, 650 milijonov evrov. 150 milijonov evrov po vaših ocenah ne bi te davčne razbremenitve stale državo oziroma toliko manj bo prišlo v proračun. Kje nameravate dobiti teh 150 dodatnih milijonov evrov in ali se strinjate recimo s kakšnimi tisti kritiki in ekonomisti, ki pravijo, da bi bilo bolje dati teh 150 milijonov evrov v odpravo kreditnega krča in pa v recimo temu odpravo administrativnih ovir? Smo dali približno enih 8 milijard v odpravo kreditnega krča v zadnjih 4 letih, pa ga imamo še vedno, ne? Tako da jaz to ne verjamem. Ne? Kar se pa tiče samega izpada, ko smo govorili o znižanju, ko smo sprejeli načrt na vladi oziroma tisti limit, kam lahko gremo z odhodki letos, do kam smemo priti, je bila ta razbremenitev že upoštevana. To sem tudi takrat povedal. Se pravi, ko smo delali ceno prihodkov za letos, smo že upoštevali ta izpad. Ne? Tako da tukaj ni nekega dodatnega varčevanja, ki je bilo še zaradi tega potrebno. Prosim. Jaz bi pa vprašal glede sprememb Pavkanoja, ali ta rešitev ne pomeni odmika od smernic OECD oziroma ali se politika vrača v upravljanje z državnimi naložbami oziroma ali se nikoli ni umaknila. Zdaj, smernice OECD-a določajo predvsem to, da tisti organ, ki postavlja strategijo, ne sme biti in ki regulira, ne sme biti tisti kot tisti, ki upravlja z naložbami. Ureditve, ki so po evropskih državah, so pa zelo različne. Recimo na Finskem imajo to v kabinetu predsednika vlade. Sicer so organi ločeni, ampak boji so v okviru vlade. Tudi v Nemčiji imajo agencijo, ki je tudi v sestavi vlade, dosti bolj neposredno kot naše, v bistvu neke sorte urad. Tako da rešitve so tukaj zelo različne in so vse skladne s smernicami OECD-a. Vsekakor pa to, kar smo zdaj predlagali, ne pomeni vračanje politike, ker je še vedno
AUKN tista, ki vodi vse procese in mi imamo kot vlada samo možnost dajati soglasje ali pa ne, oziroma iti v državni zbor, ki je pa vendarle tudi tisti organ, ki mu je agencija sama odgovorna. Še eno vprašanje bi imel sicer glede zlatega pravila. Zanima, s kakšnimi argumenti bo vlada pri Evropski komisiji utemeljevala to, da je pač to pravilo na pravi način zapisano v ustavo oziroma v akt. Mislim, da ko bodo na Evropski komisiji prebrali to pravilo, bodo kar sami videli, da je na pravi način napisano. Prosim. Vesna Zadravec, RTV. Jaz bi imela vprašanje znova AUKN, zdaj ta postopek, če bo šlo bo preko uprave, ministrstva področnega, potem finančnega ministrstva vlade. Zanima seveda me, če bo prišlo do napake oziroma če bo prišlo, ne vem kaj s tem, do kakšne korupcije, kdo bo odgovarjal, katero ministrstvo bo odgovarjalo oziroma kdo bo kriv. Pač agencija ima zelo veliko pomislekov glede tega predloga, ker gre za 4 stopnje odločanja. Kdo bo odgovarjal, če bo prišlo do... Mislim, da se stopni ste seveda samo 2, agencija in vlada. Vlada ima seveda ministra, ampak odločitev sprejema pa vlada v tem primeru. Se pravi, agencija se usklajuje z vlado, predlaga pa to uskladitev res minister, ki je pristojen, soglasje z mano, ampak to je običajen postopek znotraj vlade, ki traja lahko dan, 2, če se zelo mudi. Pač to sejo vlade, znamo pa tudi dopisno sejo speljati, če treba. Tako da tukaj se res ni bat, da ne bi bili učinkoviti. Če bo pa kakšna korupcija, bojo podgovarjali tisti, ki bojo koruptivni. To je pa menda tudi jasno. Bolj bi imela še vprašanje glede, v agenciji smatrajo, da gre to za pač potezo, da jo jih ukinjate, zakaj jih ne ukinite kar takoj? Zaradi tega, ker želimo pripraviti sistemsko rešitev, če bi jo ukinili, bi potem dejansko vrnili državo na prejšnji sistem, ki ni bil dober, s tem bi res odprli vrata za vpliv politike in zato želimo predlagati neko sistemsko rešitev, ki bo jasno določila vloge in tudi odgovornosti. Jaz sem večkrat rekel, da problem sedanje ureditve je, da ima agencija zelo veliko pristojnosti in zelo malo odgovornosti. In mislim, da v teh 3 mesecih tudi ne bo prišlo do večjih napak, kot so bile tiste, do katerih je prihajalo v zadnjih letih, ko tega soglasja ni bilo. Bo ta zakon jutri na izredni seji oziroma te spremembe? Na tej izredni seji ne bi bil, mislim pa, da še ne jutri. Jaz bi sam prosil, da se na začetku predstavite zaradi tistih, ki gledajo preko spleta to novinarsko konferenco. Prosim. Mene pa zanima, kakšne so v bistvu predlogi in usmeritve finančnega ministrstva in vlade glede varčevalnih ukrepov v zdravstvu. Ministrstvo za zdravje se namreč ne želi opredeliti, zanima pa nas konkretno. Mi to še usklajujemo znotraj vlade, se pogovarjamo ne samo o zdravstvu, o ukrepih na vseh področjih, ki jih ministrstva pokrivajo. Ko bomo to med sabo usklajeno, bomo tudi o tem obvestili javnost, socialne partnerje. Verjetno, skušal bom spoštovati tiste roke, ki smo jih sami postavili, se pravi, da bi bil rebalans na vladi sprejet konec tega meseca. Do takrat je še nekaj tednov, v katerih je čisto dovolj časa, da to naredimo. Ali je na Ministrstvu za finance sprejemljivo, da se primanjkljaj javne zdravstvene blagajne rešuje tudi tako, da se v državni proračun prenesejo nekateri izdatki, kot recimo pogrebnine, posmrtnine in podobno? To je pač ena od teh stvari, v katerih se še usklajujemo. Mislim pa da je v tej blagajni še kar nekaj rezerv za izkoristiti. A bi dovolili javni zdravstveni blagajni, da se zadoži, da se namreč ne sme? Hvala. Razen likvidnostno. Mislim, da sicer za drugačno zadolževanje kot likvidnostno ni nobene potrebe. Prosim. Držek TV Slovenija, zanimata me 2 zadevi. Prva je outsourcing, glede na vse splošno varčevanje, je vlada sprejela sklep danes, če lahko poveste malo več o vsebini tega sklepa. In druga zadeva, železnice, ali je sploh še smiselno sanirati železnice? Prvi obrok bi moral biti plačan januarja, pa ni bil. Kaj bo z reševanjem železnic? Ta obrok v bistvu ni sanacija, ne? Glede sklepa bo pa povedal, še ostale sklepe. Ostali sklepi, ja. Okay. Jana Krebel, Primorske novice. Zanima me, kakšno je vaše stališče glede prodaje deleža v splošni plovbi, ki ga prodajate Kat in Sod, pa kako in kako se lahko država vplete sploh v to prodajo? Moje stališče je trenutno formalno gledano zelo nepomembno, ker odločitve o tem zaenkrat še sprejema agencija, oziroma
sod v tem primeru, ki ima tudi neke deleže. Ko pa ta zakon sprejet, bomo pa to stališče sprejeli na vladi, oziroma bomo dali soglasje k tistemu, kar bo agencija predlagala. Takrat bo pa to postalo pomembno, kakšno je moje stališče. Ampak, če sem zapomnil, potem je to, ta zakon dobivo tudi v to prodajo v splošni proračun. Morda se bo zgodilo ravno to, kar že tak agencija načrtuje, če bomo k temu dali soglasje. Prosim. Karmelina Hosajnovič, Pop TV. Mene pa zanima, od februarja je 127 slovenskih športnih trenerjev brez plač, ki jih je doslej financirala država. Športno ministrstvo jim ni podaljšalo pogodb. Zdaj trenerji bi za plače lahko dobili, če bi finančno ministrstvo izdatek potrdilo. Zanima me, ali boste to storili. Če bi bil jaz minister za šport, bi na to lahko odgovoril, pa nisem. Mi pač zelo restriktivno dajemo soglasje k vsem predlogom, ki prihajajo, veliko jih zavrnemo, ne samo tega, tako da konkretnih odločitev pa res ne bi komentiral. Jih je veliko. Konkretnih odločitev da ne bom komentiral konkretnih teh odločitev. Marko Milenkovič, Svet na kanalu, še enkrat. Če se vrnemo samo temu AUKN, nekako zanima me, kako bo v katero smer bi vi peljali to, pač, ali bo na koncu združeno premoženje pač teh upravljalcev, ali bo ločeno premoženje, bo združeno samo upravljalske funkcije, ali pač kam greste? Jaz sem prosil danes mojega državnega sekretarja, da zbere eno ekipo ljudi, da razmislimo točno o tem vprašanju, potem bomo to usklajevali znotraj medresorske skupine, potem bomo pa prišli do rešitve, ki jo bomo razlagali. Samo še to eno ločeno vprašanje ima veze s tem. Ko gledate na kolega ministra, govorite o ministru Erjavcu, ki v bistvu ščiti svojega poslanca, za katerega tožilstvo uradno ugotavlja, da pač laže, če ponostavno. Ker vem, to ravnanje kolega nima finančnih posledic na proračun. Prosim. Delnovšek Igor Dnevnik. Tole bi vprašal pri teh predlaganih spremembah zakona o dohodnini. Zakaj po eni strani se niste odločili poštevati na svetov oziroma mnenj sindikatov, da bi zvišali tisto pač najvišji razred na 45 ali 50%, in spet po drugi strani, zakaj niste mogoče poštevali na sveta gospoda Simiča, ki je nekako v fiskalnem svetu predlagal precej više pregove. Recimo, vi ste zvišali z 15.000 na tam okolo 18.000, on je predlagal za to 41% stopnjo nad 40.000. Zaradi to pomeni, da delodajalcev gre za zelo kozmetične popravke. Zdaj, ne ene, ne drugi niso preveč zadovoljni. Jaz ne bi nasprotoval davkom, ki bi obdavčili najbogatejše, ti predlogi večkrat prihajajo. Mislim pa, da 45% razred ali pa 50% pri dohodnini ne bi zelo najbogatejše. Vsi približno vemo, kdo so najbogatejši, približno tudi vemo, kako so do tega prišli, in ti dohodki, s pomočjo katerih so ti ljudje postali bogati na način, ki moti sindikate in ki moti javno mnenje, ni način, ki bi bil sploh obdavčen z dohodnino. Tako da tega namena s tem ne bi dosegli. Glede drugih sprememb pa seveda, pri teh stvareh je treba iti postopno, nobenega smisla ne bi imelo, da bi v enem letu take velike skoke naredili v davčni lestvici, ker bi to zelo v tistem letu povečalo neto dohodek ljudi. Naslednje leto ne bi bilo pa nič. Zato smo se odločili, da gremo postopno, to je prvi korak. Naslednje korake bomo pa naslednje leto naredili. Dobro, minister tam le signalizira, da bo naslednja obveznost. Hvala lepa za... Sej je bilo čas. Zdaj pa vabim ministra za gospodarstvo, da predstavi izsledke pregleda črpanja evropskih sredstev in poročilo o uspešnosti na tem področju. Prosim, minister. Lepo pozdravljeni. Torej, vlada je danes obravnavala pravzaprav neke vrste analizo črpanja evropskih sredstev. Slučajno sopada ta analiza tudi z obiskom komisarja za to področje. Sama sva tudi predhodno to zadevo nekoliko pogledala in lahko rečemo vodoma, da je to torej stanje na področju črpanja evropskih sredstev zelo resno. Ne bom govoril, da je kritično, je pa zelo resno, s tem, da v enem segmentu tudi kritično, in o tem delu sva se še posebej pogovarjala z komisarjem. Tako da bi poskušal
nekaj statistike oziroma številk, ki se mi zdi, da so pomembne za razumevanje stanja. Na vseh operativnih programih imamo pravice porabe od leta 2007 do 2013, seveda govorim za približno 4,8 milijarde evrov. Do sedaj je bilo razpisanih sredstev 3,9 milijarde, podpisane pogodbe 2,8 milijarde, izplačana sredstva iz državnega proračuna 1,8 milijarde in to, kar je seveda najpomembnejši podatek, to, kar je prišlo iz Evropske unije, torej izplačano od Evropske komisije v državni proračun samo 1,2 milijardi evrov, torej dobrih 31%. Če se dotaknem posameznih operativnih programov, je na operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov ta odstotek 34, na operativnem programu razvoja človeških virov 30, dobrih 30 in na operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture samo 17. Torej, to je ta kritičen podatek, o katerem sva veliko govorila in če generalno vzamem in primerjam sedanjo tekočo finančno perspektivo z finančno perspektivo predtem, smo v tem obdobju, v tem časovnem obdobju, če rečemo, da je približno 50-60% časa mimo za tekočo finančno perspektivo, da smo v prejšnji perspektivi počrpali v tem času več kot 50%, skratka je bilo več kot 50% sredstev z Evropske unije pripeljanih v državni proračun. Torej, to je neka primerjava. Želel sem povedati, da je stanje še enkrat, da je resno. Sprejeli smo na to temo seveda nekaj pomembnih sklepov, predvsem usmerjenih v to, da se črpanje nemudoma in zelo hitro pospeši. Uvajamo nazaj to, kar je bila praksa vlade pred zadnjo vlado, uvedbo medresorske koordinacije na najvišji ravni, torej na ravni ministrov, ki se bo sestajala tedensko takoj po seji vlade, kjer bomo tekoče spremljali, kaj se na tem področju dogaja, da zagotovimo seveda ustrezno lastno udeležbo pri sestavi tudi sedanjega rebalansa proračuna, zato da bomo do konca seveda finančne perspektive, torej do konca leta 2015 pripeljali vsak cent, da identificiramo morebitne rezervne variante oziroma rezervne ukrepe za tista področja, kjer v tem trenutku vemo, da ne bo mogoče počrpati sredstev. Skratka, da iščemo možnosti za prerasporeditev teh sredstev na področja, ki so absorpcijsko seveda sposobna, da pri tem vidimo tudi, kar se tiče teh večjih infrastrukturnih projektov, da se spodbudijo aktivnosti iskanja javno-zasebnih partnerstev, kar se mi zdi pomembno, da ne govorimo o kadrovski ustreznosti in tako naprej in skratka, da kadrovski, bom rekel, resursi ne smejo biti razlog za to, da bi kakršenkoli projekt, kar se tiče črpanja sredstev, zaostajal ali pa bil kje v kakšnem prostem hodu, da bi stopicali na mestu. Kar se tiče komisarja, morda še besedo ali dve, opozoril je na to, kar praktično tudi sami vemo, problem črpanja na predvsem na železniških projektih. Sam to zadevo veliko bolj poznam. Potrebno bo seveda maksimalno pospešiti tisto, kar vemo, da bo možno realizirati. Tisto pa, kar vemo, da je problematično, predvsem vezano na izgradnjo novega drugega tira, pa oceniti, kolikšna sredstva seveda zadržati za to in kolikšna sredstva prerasporediti na torej področja, kot sem dejal, ki so bolje absorpcijsko sposobna. Torej še enkrat pod črto, stanje je resno,
vlada dela vse na tem, sklepi, ki so bili sprejeti, da se pospešijo vse aktivnosti v zvezi z črpanjem. Vprašanja, prosim. Marko Milenkovič, Svet na kanalu A. Ali tako enostavno, minister, poveste enkrat, kje imamo problem? Pač se očitalo o prejšnji vladi, se očitalo o zadnji vladi, pač vsaki vladi se očita, ne, in nekako nam ne uspe pač počrpati. Prav drugi tir, ki ste ga omenili na koncu, je tako ena taka bizarna zgodba. No. Poglejte, konkretno poznam projekt, s katerim sem se tudi sam veliko ukvarjal, denimo govorimo o obstoječem tiru, rekonstrukciji, modernizaciji obstoječega tira Koper-Divača. Torej to, kar je sedaj, je predvideno za modernizacijo. Spomnili se boste, sam kot minister sem naredil vse in pridobil 4 gradbena dovoljenja za ta projekt. To je bilo leta 2008. In kje je zdaj ta projekt? Rekel, skoraj tam, ki je bil leta 2008. Kaj hočem reči? Postopki, ki so vezani na v tem primeru sicer ne na pridobivanje gradbenih dovoljenj, soglasij in tako naprej, postopki, ki so vezani na izbiro izvajalcev, javno naročanje, v veliki meri seveda zaustavljajo projekte. Ne bom kazal s prstom samo na ta del. Zagotovo je nekaj, bom rekel, tudi znotraj ministrstev, bom rekel, ta administrativni del. Največji problem imamo z temi težavami, kar smo tolikokrat govorili, in potrebna bo resna sprememba zakonodaje na tem področju. Na področju, mislim na področje umeščanja stvari v prostor, predvsem pa na področju pridobivanja gradbenih dovoljenj in vseh soglasij, ki so tukaj seveda potrebno. Ta del zakonodaje je preveč kompliciran. In traja. Ne samo na tem delu, vi veste, da tudi na tistem delu, ko se pogovarjamo o gospodarstvu ali kjerkoli druge. Tu so tisti ključni problemi. Ni ključni problem, seveda je, ampak ne najbolj izpostavljen, da bi kje karkoli, bom rekel, v administraciji torej ne štimalo, kot se temu reče. Prosim. Sem bil jasen? Nisem bil. Ne, pa že gledamo druge, ne vem, koliko poznam, ne samo pri umeščanju v prostor, pri gradbenih infrastrukturnih projektih, ne pri drugih, pri znanosti. In Bolgarija počrpijo ogromno več sredstev, kot mi. To pa je seveda zdaj stvar analize, ki jo bomo naredili, ministri, vsak na svojem področju, da točno vidi po svojih ingerencah, kje smo, kaj stoji, kje stoji, da določimo in identificiramo odgovorne osebe za vsak projekt. Vsak projekt mora imeti svoj nosilec za svojim terminskim načrtom. In da bomo točno ob četrtkih videli, kako zadeve tečejo. Vsakega posebej je treba pogledati. Jaz seveda nimam pregleda nad vsemi projekti. Pogledajte, projektov je ogromno. Jaz sem vam povedal za enega, za katerega mogoče malo več vem. Ampak tega je ogromno in vsak od ministrstva, to je zajeto tudi v sklepih, ki smo jih danes sprejeli, bo moral narediti to svojo domačo nalogo. Prosim. Zanima me, če ste tudi vi za današnji obisk Evropske centralne banke in Evropske komisije pripravili kakšno gradivo, glede na to, da je bilo eno opozorilo iz Bruslja, da je naš privatni sektor absolutno preveč zadolžen? Ne. Nič. Drugo vprašanje je res, da nam je Evropa skoraj ustavila črpanje sredstev zaradi večjih napak pri razpisih, zaradi katerih bi lahko prišlo do... No, o tem sem jaz že govoril, ne, javno, takoj po primopredaji. Jaz sem bil presenečen, da mi je to bilo ob primopredaji povedano šele na moje eksplicitno vprašanje. Ali je res, da obstaja nevarnost, da bi se na prioriteti 1 začasno zaustavilo črpanje evropskih sredstev, ne? In na to moje vprašanje, ampak na moje vprašanje je bilo rečeno ja. Da pa seveda bomo že jutri v Bruslju in bomo zadevo poskušali razrešiti. Tako so mi seveda povedali zdaj že moji sodelavci. In zadeva je bila razrešena, tako imate prav, zaradi suma, da je prišlo pri 3 projektih do goljufij, je bilo smatrano, da gre za sistemsko
napako torej v sistemu črpanja, kar bi lahko imelo za posledico, da do te začasne zaustavitve pride, ampak do tega ni prišlo. Skratka, misija, ki je bila v Bruslju z obrazlagami, z razlago in tako naprej, je prepričala komisijo, da je vendarle zadeva ok, da je prišlo do nesporazumov in jaz razumem, da je ta zgodba zdaj končana. Samo še to, kako komentirate dejstvo, da kljub temu, da počrpamo premalo evropskih sredstev, je to dejansko edini denar, svež denar, ki še prihaja v Slovenijo in kaj se kot gospodarski minister trdi, da bo teh sredstev več in ne samo iz evropske blagajne, ampak tudi morda iz privatnega sektorja, v končni fazi naše gospodarstvo rabi 4 milijarde evrov svežih. V tem je ravno največji hec, ne? Zato smo rekli, spravimo ta problem na najvišji nivo, na nivo ministrov, ne? Da se bodo ministri s tem ukvarjali. Ne moremo več prepustiti to nekomu, bom rekel, uradnikom ali kakokoli, pa seveda nikogar ne podcenjujem. Zato, ker tako kot trdite, to je res edini razvojni potencial, ki ga imamo na voljo. Naša naloga pa je, ne samo moja, ampak vseh ministrov in vseh sodelavcev na ministrstvu, da pripeljemo vsak cent v Slovenijo. To je namera, resna namera, ker se zavedamo, da preprosto drugega nimamo. Imamo ta potencial, ki je v Bruslju na mizi, potrebno ga je počrpati in seveda drugi potencial je pa seveda odvisno, kako bomo uspešni z privabljanjem tujih investicij v Slovenijo. To sta dve edini možnosti, ob dejstvu, da vemo, kakšne so razmere v javnih financah in kaj nas seveda čaka, da bomo te javne finance kot prioritetno seveda uravnovesili v nekem razumnem roku. Prosim. Samo to še me zanima, torej glede te bojazni za ustavitve evropskih sredstev, lahko v tem rečete, da ni bojazni? V tem, pogledajte, na osnovi informacij, ki jih imam, jaz sem danes tudi to omenil gospodu komisarju, zaenkrat je zadeva BP. Dobro. Imam še eno drugo vprašanje, glede na vemo, da ste gospodarski minister, postavljeno ste tudi koalicijski partner. Dobro. Kako gledate na področje tožilstva, ki buri vaše koalicijske partnerje, tudi vas oziroma pač naše stališče na vprašanje? Jaz bi rekel takole, da se mi zdi, da se na tem področju preprosto dviguje preveč prahu. V našo videnje problema takrat, preden je prišlo do pogovorov o koaliciji, je bilo takšno, da je tožilstvo tam, kjer je sedaj. V pogovorih, pogajanjih smo se dogovorili, da bo nekje drugje. Torej, mi pri tem zagotovo ne bomo delali problema, želel pa bi, da zadevo seveda čim prej razrešimo. Ampak jaz to ne vidim. Vzdušje v koaliciji je odlično. In to tožilstvo seveda te koalicije ne bo omajalo. Ne, nihče se v tej koaliciji ne počuti podcenjujoče in se ne sme počutiti. Gre za dogovor, gre za pogovor in jaz verjamem, da bo v relativno kratkem času zadeva tudi razrešena. Bi pa jaz dovolil, če lahko dve zadevi povem, pa boste potem tudi lahko vprašali, ker hočem, da jaz zadeve pripeljem na plano, ker vem, da me bo kdo vprašal. Pod številko 1, moj kabinet, ki je zdaj največji problem v tej državi. Jaz sem bil zgrožen, ko sem prišel na ministrstvo in našel 7 zaposlenih v kabinetu za nedoločen čas. Plus 1, ki je šel, torej bivša moji predhodniki na Ministrstvu za gospodarstvo so imeli 18 zaposlenih v kabinetu. Gledajte, zaposleni v kabinetu so ljudje, ki so ministrovi. Ministrova last, ki mu pomagajo in tako naprej in tako dalje. In ti pridejo za ministrom in morajo tudi oditi za ministrom. Te zaposlitve so za določen čas. In vi dobro veste, da je vlada sprejela sklep, da tista pravilo o 4 ministrovih najožjih sodelavcev zaradi združevanja ministrstv in zaradi povečanja obsega dela v nekaterih ministrstvih poveča na 6. Jaz sem to možnost seveda združil, torej izkoristil, zato ker vodim praktično 2 bivša ministrstva.
imam 6 svojih zaposlenih, s tem, da ti, ki so pa tam za nedoločen čas zaposleni, pa bodo seveda prerasporeni drugam. Upoštevati pa je potrebno, da je tudi na drugem delu bil še kabinet, ne, ki ga zdaj seveda ne bo. Kabinet na SVLR-ju. Torej, jaz bi želel seveda, da smo tu vendarle korektni. Ne. To, kar sem naredil, je popolnoma normalna zadeva. Vsak minister si pripelje svoje ljudi, še posebej sedaj na Ministrstvo za gospodarstvo, ki je politično prestreljeno, pa jaz s tem nimam problema. Ampak želim, da so moji najožji sodelavci seveda tisti, ki jim resnično lahko zaupam. Vi me čez leto ali dve seveda ne boste vprašali, če kakšna zadeva ne teče, kdo je kriv in kaj. Jaz bom kriv. Ne? Torej, hočem imeti sodelavce tiste, na katere se lahko zanesem, 100%, ne 99%, in to sem tudi storil. Druga zadeva. Zadeva o mojem populizmu glede bančnih kartic. Veste, povejte mi še eno gospodarsko družbo v Sloveniji, kjer imajo direktori bančne kartice. Tega preprosto več nikjer ni. To ni populizem, jaz nisem prišel pred novinarje, pa rekel, jaz sem pa na svojem ministrstvu ukinil toliko in toliko bančnih kartic. Ne? Ampak zdaj, če me že kdo vleče za jezik, pa pravim, ja sem, zato ker je to nujno. In je nenormalno v današnjem času, da obstajajo bančne kartice, da se okoli plačujejo takšne in drugačne stvari. Je nenormalno. In tega v gospodarstvu ni in tudi pri meni na ministrstvu tega ne bo. Drugič, ta isti gospod, ne, ki me je s tem napadal, češ, da je to populizem in da se tako ne varčuje. Ne. Vsi uradi, agencije so seveda dobile navodilo, kaj je potrebno narediti za to, da bomo sestavili, skrpali kraj za krajem pri tem rebalansu. Tudi urad za intelektualno lastnino je dobil nalogo, da zniža stroške za toliko in toliko odstotkov. Na moje veliko presenečenje in ne bom rekel zahtevo, prošnjo, da se ta napor naredi, sem dobil predlog, kjer je bil ta proračun za urad za intelektualno lastnino podvojen. Torej, proračun urada je 2,5 milijona, jaz sem zahteval znižanje, tako kot bomo morali vsi znižati, vsi proračunski porabniki, dobim predlog za 5 milijonov. Sami si ustvarite sliko. Pa ni to največji problem. Ni ga dneva, kjer ne bi dobil pritožbe na temo mobinga, na temo izseljevanja z tožbami. Tudi jaz bom zdaj najbrž uvaden, ne? Najbrž pričakujem to, da bom uvaden, ampak jaz bom tu na tem uradu za intelektualno lastnino naredil red. Zato, ker je skrajni čas, da to tam počistimo. In tako preprosto ne more biti. Ne bom odpiral drugih tem, ki jih v zvezi z tem uradom dobivam na mizo, ker bodo najbrž to morali kdo drugi pogledati, obravnavati in tako naprej in tako dalje. Ampak tu bom preprosto naredil piko. Samo zato toliko, da veste, zakaj gre. Pa prosim, gospod Milenković. Ker ste ravno dejal, da je vzdušje v koaliciji odlično, pa da minister rabi ljudi, ki jim res zaupa, pa me zanima sam pač pogled na vašega kolega, ki očitno brani nekoga, ki mu zelo zaupa, čeprav tožilstvo ugotavlja, da gre za človeka, ki pač lažemo se blažino predstavljamo. Vi veste, kakšne so moje reakcije, ko gre za moje ljudi. Tokrat gre za ljudi v neki drugi stranki in se bodo s tem ukvarjali ljudje v drugi stranki, koalicijski partnerici, in to bom jaz njim prepustil.
Prosim. Gospod Žerjav, za državnega sekretarja je bil pri vas imenovan Uroš Rožič. Res je. Zanima me, glede na to, da ste vi predlagali zakon, po katerem nekdo, ki je bil v vodstvu ali v nadzorstvu insolventnega podjetja, ne bi smel voditi drugega podjetja. Ne? Mislim, kako zdaj, da pač gospodu Rožiču, ki je vodil pač insolventni T2, zaupate, da je pravzaprav zdaj na visoki funkciji? Seveda mu zaupam. In vi dobro veste, da je v tem zakonu bila tudi, kako bi rekel, klauzula, ne? Da lahko vsak tisti, ki ocenjuje, da ni storil nič narobe, to tudi dokaže. Vi dobro veste, da je magister Rožič T2 prevzel v grozljivem stanju in da ga je pripeljal praktično zdaj na zeleno vejo s tem, ko je bila prisilna poravnava rešena. In mislim, da ni nobenega vprašanja več. Da minister, se vam zahvaljujem. Tudi vam hvala lepa. Na novinarski konferenci. Zdaj pa dovolite, da samo še 2 sklepa z današnje seje vlade predstavim. Vlada je sprejela načrt nadaljnjih aktivnosti na področju cestninjenja. Vsi veste, da je DARS 8.8.2011 objavil mednarodno javno naročilo za vzpostavitev elektronskega cestninjenja. Zdaj, zaradi revizijskih zahtevkov in samega kompleksnega javnega naročila je bil ta javni razpis, mislim, da 6-krat podaljšan. Poslano je bilo okoli 100 zahtevkov za dodatna pojasnila in sam razpis, mislim, da ima 27 dodatkov. In zdaj, glede na vsa ta dejstva in pa glede na to, da je tudi na ravni Evropske unije zaenkrat, če nismo priča poenotenju glede standardizacije spremljanja prometa na avtocestnih omrežjih, se je vlada pač odločila oziroma sprejela naslednji sklep. Naložila je DARS-u, da takoj ustavi vse aktivnosti za uvedbo novega elektronskega cestninskega sistema, pač dokler se na ravni Evropske unije ustrezne institucije v temu ne poenotijo. In kot drugo je naložila nadzornemu svetu DARS-a, da v 14 dneh pripravi podrobno poročilo o samem poteku razpisa in o izsledkih, ki bi kazali na kakšno netransparentno ali pa negospodarno ravnanje v primeru tega razpisa, vladi predlaga ustrezne zaključke. Vlada je podprla tudi predlog sklepa o prepovedi sklepanja avtorskih in svetovalnih pogodb. Zdaj, tukaj bi lahko rekli, da gre na nek način za posledico vašega dela oziroma vaš prispevek k varčevanju v javni upravi. Namreč tudi vlada je bila presenečena nad rezultati, ki smo jih dobili v nabirki informacij po enem od novinarskih vprašanj vaše kolegice. Namreč, da te zneski v letu 2011 znašajo 23 milijonov evrov. Zdaj, ne me narobe razumeti, da je to povabilo za naprej nadaljna novinarska vprašanja, ker se že tako ali tako utapljamo v njih. Ampak v vsakem primeru je ta številka šokirala vlado, zato je na današnji seji pač sprejela sklep, ker ministrstvom in vladnim službam v roku 14 dni nalaga, da pripravijo seznam vseh sklenjenih avtorskih in svetovalnih pogodb po proračunskih uporabnikih. V javnem sektorju je od dneva sprejema tega sklepa, torej od današnjega dneva, pa do preklica prepovedano sklepanje vseh avtorskih in svetovalnih pogodb. Izjemoma je omogočeno sklepanje teh pogodb le ob izrecnem soglasju vlade za nujne primere. Tako imamo na primeru recimo organov pregona, kjer sam postopek zahteva najetega tolmača in v tem primeru je pač sklepanje takih pogodb možno, zato bodo ministrstva v roku teh 14 dni tudi pripravila tista področja, kjer so takšna sklepanja pač nujna za normalno delovanje organov, in pa da ministrstva in vladne službe ob sprejetem sklepu obvestijo organe in organizacije
svojega področja. Zdaj, jaz bi poudaril, da je to sklep, ki se tiče celotnega javnega sektorja, torej vseh 160 tisoč zaposlenih. Vlada se bo morala torej do preklica oziroma vsi organi javne uprave se bodo morali do preklica tega sklepa osredotočiti in nasloniti na svoje notranje vere in vlada bo seveda izvajanje tega sklepa tudi nazorno spremljala. Zdaj, sprejete so bile še nekatere kadrovska vprašanja, mislim, da so v vaših novinarskih mapah, tako da si lahko tudi tam pogleda, zdaj pa če še kakšno vprašanje. Zdaj prosim bi, če lahko v mikrofon. Prej je bilo postavljeno vprašanje glede sanacije železnic. Če je to še smiselno, ni bil plačen prvi obrok in minister rekel, da ste pač vi porabili sklep. Ne, on je rekel za sklepanje teh pogodb. Zdaj, če ste se konkretno na železnice mislili, pol predlagam, da mu pišete novinarsko vprašanje in vam odgovori pisno. Prosim. Ja, mene zanima, se pa ta sklep nanaša samo na nove zaposlitve, oziroma... Zaposlitve ne, na nove pogodbe, tako je. Kar se tiče obstoječih pogodb, je treba upoštevati sklepe iz prejšnje seje vlade, kjer so pač ministrstva bila napotena k reviziji vseh sklenjenih pogodb in kolikor bodo v posameznih pogodbah ugotovila odstopanja od dveh načel, torej gospodarnega in transparentnega ravnanja, da gre v reprogram oziroma da se poišče, da se gre v prekinitev teh pogodb. Ministrstva, ne pa javni sektor na splošno. Javni sektor na splošno, seveda. Ja. Še kakšno vprašanje? Prosim. Ravsnik iz STA-ja. Mene zanima, kdaj boste vložili, oziroma če ste že vložili na sodišče napovedano zahtevo za presojo kadrovskih imenovanj prejšnje vlade v času, ko je vodila tekoče posle. Zdaj vlada tega ni napovedala, da bo naložila, oziroma da bo presodila. Če pa bo kdo na sodišče vložil tako zahtevo, bo pa sodišče odločilo in tisto odločitev sodišča bo pač vlada upoštevala in bo veljala tudi za vnaprej, za vse definicije tekočih poslov. Še kakšno vprašanje? V železnici pa če vi pojasnite, kakšno izhodišče vlade? V železnici ni bilo danes razprave na seji vlade. Ja, pač ni bilo plačeno, ako ne bo počelo. Ne morem, težko. Ni bilo niti razprave o tem, tako da ne morem, ni iz mojega resorja, če to obstaja. Dobro, če ni nobenega drugega vprašanja, se vam zahvaljujem za vašo udeležbo in se vidimo ob tednu Sorej.